Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, znova se sliko vračamo iz Dupleka, kjer spremljamo tekmo 9. kroga v prvi MNZ Maribor. Gre za spopad med domačim Duplekom in gostujočo zasedbo iz Pohorja. Po prvem delu je izid izenačen 0-0, za ta drugi del pa bodo sredine igrišča krenili nogometaši Dupleka, ki ta obračun igrajo v modrih dresih, medtem ko gostje v svoji tradicionalni zeleni barvi. Po prvem delu, kot že rečeno, 0-0, več od igre so sicer imeli Pohorci, a tudi domači so imeli svoje priložnosti. Bomo videli, kako se bodo nadaljevanja lotili v obeh taborih. Jasno, z remijem bi na koncu bili nekoliko bolj zadovoljni v taboru Pohorja. Sternat takoj na levo stran proti Sredenšku. Prekršek je na koncu storil Burjan. Rumeni karton, prvi na tem dvoboju, pripadal je centralnemu branilcu Dupleka. Burjan ga je dobil, prosti strel pa so dobili Pohorci, znova na izvedbi Rihtarič. Izbija Burjan. Ademovič. Prekršek Pavlina nad Ademovičem, nekdanja soigralca. Vidimo, da je Pohorje takoj od samega začetka stopilo nekoliko višje oziroma želijo hitro priti do vodstva. Jasno, domači bodo morali pretrpeti te uvodne minute. Prosti strel bo izvedel Prednik. Prednik, trese se mreža, zunanji del. Izid ostaja nespremenjen, 0-0. Vohl proti Buserju. Iz avta za domače Pavalec. Pavalec proti Buserju. Kukovec. Izbija Nemec, Lukič, v bloku Rabič. Plemeniti. Bračič, brez nevarnosti za vratarja Podparo. Prednik v vezno vrsto, kjer je Rihtarič. Sternat vrača Rihtariču. Nemec takoj na desno stran do Fiderška. Lukič do Cmrečnjaka. Cmrečnjak s podajo je iskal Buserja. Stanjko
Znova na mestu Burjan, Ademovič vrača Predniku. Prednik je iskal Fiderška, vmešal se je Lukič, Buser. Rihtarič. V obrambo se vrača Kukovec, ta vrača Vohlu. Ademovič vrača Predniku. Izbija Burjan. Cmrečnjak. Še vedno v posesti Cmrečnjak. Ta je znova želel s prenosom na levo stran, tokrat je iskal Bračiča. Sredinšek je odložil na desno stran, kjer ima veliko prostora Rabič. Rabič vrnil se v obrambo Plemeniti. Prvi udarec iz kota za Pohorje v tem drugem polčasu, skupno 7. Tokrat ga bo izvedel Sredinšek. Izbija Bračič. Pavlin, Bračič. Pavlin v ogenj pošilja Kukovca, izjemno hiter je Kukovec. Mirno Nemec, še vedno nanj pritiska Kukovec. Prekršek je na koncu storil Kukovec, Rihtarič mirno vrača Predniku. Na desni strani se vključuje Fideršek, vmešal se še enkrat več Lukič, Rabič. Sternat. Pavlin, nenatančen pri oddaji žoge Pavlin. Ademovič. Lukič, mirno Lukič, toda do posesti Rabič. Vrnil se je Bračič, Lukič na kratko Plemenitemu. Cmrečnjak. Prekršek nad Cmrečnjakom je storil Fideršek. Rihtarič na levo stran do Žižmonda. Duplek je v tej sezoni dosegel 9 zadetkov, prejeli pa so jih že kar 26. Najboljši strelec moštva je z 2 goloma Pavlin, po enega so dodali Burjan, Buser, Cmrečnjak, Dobaja, Lukič, Pavalec in Plemeniti. Prejeli so že kar 18 rumenih kartonov, vknjižili tudi 2 rdeča, dobila sta ju Durakovič in Pavlin. Kakšna obramba med tem Vohla, ki znova ohranja svoje moštvo v igri. Sijajna priložnost je bila to za Pohorje, medtem rumeni karton znova v taboru domačih, tokrat je porumenel Cmrečnjak. Prosti strel
Za Pohorje še enkrat več izvaja Rihtarič. Znova izvrat Vohl. V bloku Kukovec. Ademovič, kakšen zadetek je dosegel Ademovič in 0:1 za Pohorje. Nekdanji član Dupleka je samostojno akcijo in mojstrskim strelom z roba kazenskega prostora prinesel svojemu moštvu prednost z 0:1. Bomo videli, kako lahko odgovorijo domači, ki v tem drugem delu zaenkrat niso uspeli odigrati ničesar omembe vrednega. Zagotovo velike težave pred Duplekom. Pohorje povsem kontrolira obračuna. Plemeniti se je vmešal, sedaj se ponuja veliko prostora Dupleku. Plemeniti in obramba Potvare. Glih, ko sem dejal, da domači niso uspeli odigrati nič resnega v tem drugem delu, me je demantiral Plemeniti strelom z roba kazenskega prostora, a tokrat se je izkazal vratar Pohorja Potvara. Izbija Rihtarič. Sredenšek na mestu Kukovec, mirno Novoselcu. Cmrečnjak na desno stran do Kukovca. Kukovec z velike razdalje. Prednik do Nemca. Zbija Burjan. Pavlin. Pavlin takoj v napad pošilja Cmrečnjaka. Cmrečnjak, še ena obramba Potvare, ki sedaj v teh trenutkih svojo ekipo ohranja v prednosti. Duplek je po slabem začetku drugega polčasa po prijetnem zadetku dal prestavo višje, si priigral dve zreli priložnosti za izenačenje. Plemeniti, kakšna priložnost, še ena za Duplek in še enkrat več Potvara z izjemno obrambo. Tudi nekaj sreče je imel v tej situaciji, ko ga je žoga nekoliko srečno zadela. Pavlin, Lukič. Vohl. Najvišji Ademovič. Pavlin. Prekršek Ademoviča nad Pavlinom. Burjan. Izbija Nemec. Vidimo, da so domači dobili
krila po teh 3 priložnostih, ki so si jih priigrali. Pavlin takoj je žogo v prostor iskal Bračiča. Prekršek nad Ademovićem. Rihtarič na desno proti Nemcu. Težave je imel Pavalec, na koncu pa Sredenšek ni izkoristil ponujenega. Pri Pohorju pa so v tej sezoni dosegli 20 zadetkov, prijeli so jih 13, s 5 sta najboljša strelca moštva Friedrich in Sredenšek, s 3 oziroma 4, če prištejem tega danes, sledi Ademović. Prejeli so 17 rumenih kartonov, največ 4 ima na svojem kontu Friedrich, s 3 sledi Prednik, rdečega še Pohorci vsaj zaenkrat niso prejeli, največ minut pa je na igrišču preživel Žižmont, in sicer 720. Prosti strel za domače bo izvedel Pavlin. Najvišji Burjan, Kukovec, izbija Rihtarič, Plemeniti. Plemeniti s podajo proti Buserju, izbija Prednik. Pavlin, Prednik. Odpara takoj na desno stran v ogenj, pošilja Rabiča. Še enkrat več brez tveganja Novoselec. Rabič. Cmrečnjak, še vedno Cmrečnjak. Cmrečnjak spodajo prostor do Buserja, lepo sta to, oziroma pametno sta to odigrala Cmrečnjak in Buser. Plemeniti. Plemeniti na desni strani proti Pavalecu, mešal se je Ademović. Pavlin. Pavlin na desno stran do Kukovca. Rihtarič. Veliko prostora ima Sredenšek, a še enkrat na mestu Novoselec. Plemeniti. Lukič. Lukič je lepo našel Buserja. Ta je poskusil z atraktivnim preigravanjem, out na koncu za domače. Buser. Udarec iz kota za Duplek.
Na izvedbo odhaja številko 19 Cmrečnjak. Plemeniti v bloku, obramba gostov izbija Prednik. Rihtarič, Sredenšek. Še vedno Sredenšek, Pavlin v zadnjem trenutku. S posredovanjem. Rihtarič v bloku Novoselec, Bračič izbija. Sedaj znova nekoliko pobudo prevzemajo gosti oziroma stopili so na žogo, želijo umiriti domače moštvo Sternat. Vohl proti Lukiču, še vedno Lukič. Iza avta za goste bo metal Fideršek. Izbija Novoselec, Sternat, Ademovič. Ademovič, še enkrat več. Obramba Vohla, enega izmed domačih branilcev, je žoga zadela v bloku. In nekoliko spremenila smer, a še vedno pravočasna reakcija vratarja Vohla. Rihtarič, Vohl, Rabič, Sternat in Lukič v dvoboju. Veliko prostora ima Rabič, na mestu Burjan. Vse skupaj razrešuje Lukič, Prednik. Na levo stran proti Rihtariču. Nemec. Lukič. Out. Lukič, prekršek Sternada nad Pavlinom. Pavalec. Pavalec proti Bračiču. Še vedno Bračič. Vrača Cmrečnjaku. Cmrečnjak v samostojni akciji. Prepušča Pavlinu. Pavlin ni najbolje zadev žoge Pavlin v tej situaciji. Nekaj smole je tudi imel kapetan Dupleka. Na koncu zgolj gol out za Pohorje. Prednik. Prekršek Rihtariča nad Kukovcem.
Prosti strel bo izvedel Pavlin, tudi branilci sedaj odhajajo v kazenski prostor. Gostujoče zasedbe, domači iščejo zadetek za izenačenje. Pavlin pred rob kazenskega prostora. Pavalec. Pavlin. Podpara pametno krade čas. Pavalec s prstmi spušča Pavlinu. Ademovič, Rihtarič, Žižmont, Sternat, Plemeniti, še vedno Plemeniti, brez prekrška nad domačim vezistom. Sredenšek, izbija Burjan, Novoselec. Prva zamenjava na tem obračunu. Iz igre pri domačih številko 22 Buser. V igro pa je prišel številko 8 Nejc Jagarinec. Opozorilo sedaj Mežnarja Ademoviču. Novoselec. Žogo pošilja v napad proti Cmrečnjaku. Cmrečnjak je priboril avt svojemu moštvu. Prepustil bo izvedbo Lukiču. Na koncu kot za domače. Priložnost, znova se je v njej znašel Plemeniti, a še enkrat več, nekaj sreče na strani gostov. Izid ostaja 0:1. Plemeniti, Bračič, pa tu Plemeniti, nesporazum v domačih vrstah. Rabič in Vohl,
je preprečil povišanje prednosti. Cmrečnjak, še vedno Cmrečnjak, vrača Lukiću. Plemeniti, še vedno Plemeniti. Lukić. Ademović na levo stran Žižmondu. Na koncu žoga Jagarinec. Rihtarič na desno stran Fideršku, Sternat na mestu Novoselec. Jagarinec vrača Lukiću. Rihtarič, Sternat. Sternat v prostor proti Sredenšku, prehitra podaja za napadalca gostov. Na desni strani ima veliko prostora Pavalec. Pavalec je iskal Cmrečnjaka, izbil je Nemec. Menjava v gostujočem taboru. Iz igre odhaja številko 10 Rabič. V igro pa je prišel številko 18 Jaka Poglavnik. Stajnko. Poglavnik. Poglavnik je takoj želel s podajo zaposliti Sredenška. Menjava tudi sedaj pri Dupleku iz igre številko 7 Kukovec. Ademović na kratko vrača Fideršku. Izbija Lukić. Prednik. V igro pa je pri Dupleku prišel številko 3 Ivan Saša Kos. V naslednjem kolu, 10. je pred nami znova nekaj dvobojev, od katerih se pričakuje veliko oziroma ki bi nam lahko ponudili zanimivo nogometno predstavo. V Rušah se bosta udarila Pohorje in Marjeta.
Spopad ekip, ki sta v povsem drugačni formi, se bo odvijal v Rušah, kjer bo Pohorje gostilo Marjeto. Marjeta je po dobrem začetku nekoliko izgubila svoj kompas, a se počasi sestavljajo nazaj. Pohorci pa iz kroga v krog vedno bližje vrhu igrajo zelo kvaliteten stil nogometa. Jasno pa je, da se pri Marjeti zavedajo, da se bi zmago v Rušah znova vključili v boj za najvišja mesta. Dvoboj dveh koroških rivalov se bo odvijal v Črni, kjer bo Peca gostila Radlje. Črnjani so po izjemnem začetku nekoliko padli v formi, a še vedno prebivajo v zgornjem delu lestvice. Radeljčani pa se borijo za ohranitev prvoligaškega statusa, a na teh koroških derbijih stanje na lestvici ne pomeni praktično nič. Rače bodo odšle na gostovanje v Brunswick, ki počasi vztrajno dviguje formo oziroma prihaja do točk in sistem olajšuje zadeve glede obstanka pred nadaljevanjem, a morali bodo premagovati tudi kvalitetne nasprotnike oziroma moštva, ki ciljajo visoko. Rače pa si spodrsljajo glede na stanje na lestvici, njihov točkovni izkupiček enostavno ne smejo več privoščiti. Spopad ekip, ki se borita za sam vrh lestvice, se bo odvijal v Limbušu, kjer bodo Marles hiše gostile Starše. Obojni igrajo zelo kvalitetno, tako se pričakuje izjemno razburljiv in zanimiv dvoboj do zadnjega sodnikovega žvižga. Obojni se zavedajo, da v primeru poraza bodo nekoliko zaostali oziroma izgubili stik z vodilno ekipo. Predvsem to velja za Limbušane, ki so v prejšnjem krogu že doživeli boleč udarec. Smrečnjak medtem v samostojni akciji. Duplečani iščejo ta zadetek, s katerim bi prišli do izenačenja in morda do kakšne točke na tem dvoboju. Ademovič, Stanjko, ta v ogenj pošilja Sredenška. V kazenskem prostoru dva nogometaša, Sredenšek s povratno podajo Poglavnik in 0-2. Strelec zadetka številko 18, Poglavnik, in prav ta zadetek bo, kot vse kaže, ključen na tem dvoboju, da Pohorci znova pridejo do 3 točk in tako nadaljujejo svoj niz nepremaganosti na številko 7. Duplečani pa bodo še naprej v težavah oziroma bodo morali svoje priložnosti iskati na naslednjih obračunih. Pavlin takoj v napad proti Bračiču. Rihtarič. Novoselec. Žižmont. Znova na mestu Novoselec. Da zaključim prejšnjo misel, kar se tiče tekem v naslednjem 10. krogu. Spopad sosedov na lestvici oziroma moštev, ki prebivata v spodnjem delu lestvice, se bo odvijal v Malečniku. Sternat na mestu Lukič. Vidimo še ena zamenjava v gostujočih vrstah. Iz igre številko 7 Rihtarič.
V igro pa je prišel številko 15, Alex Komar. Prekršek Ademoviča. Prosti strel za domače bo znova izvedel Pavlin. Poglavnik, Komar proti Ademoviču. Na levo stran do Žižmonda. Žižmond proti Stajnku. Na mestu Novoselec. Plemeniti. Plemeniti na desno stran Kos. Kos podaja proti Cmrečnjaku. Prekršek Ademoviča. Tokrat pa še ena zamenjava v domačih vrstah. Iz igre odhaja številko 10 Bračič. V igro pa številko 16 Matic Korošec. Plemeniti strelja in znižanje rezultata na 1-2. Zaslužen zadetek za Duplek, ki je v tem drugem delu drugega polčasa dal prestavo više, če lahko tako rečem, oziroma si priigral nekaj zrelih priložnosti in prišel do znižanja ter se znova v teh zadnjih 4 minutah vključil v boj za točke na tem obračunu oziroma za točko. Žižmond. Prekršek je na koncu storil Kos. Prosti strel za Pohorje. To je situacija, ki gre na roko gostom. S tem bodo iskali oziroma poskušali ukrasti še nekaj časa domačim. Vohl proti Korošcu, ta je dobil skok oziroma podaljšal do Jagarinca. Prekršek je storil Jagarinec. Nova zamenjava pri gostih iz igre številko 6 Stajnko. Najvišji Lukič, Plemeniti, do žoge Hamer, ki
je predtem tudi vstopil v igro na mesto Stanjka. Sredenšek, še vedno Sredenšek in Pavalic v dvoboju. Izbija Novoselec. Pametno sedaj gostje držijo žogo v svoji posesti, s tem kradejo čas Dupleku. Znova za goste Sredenšek, izbija Lukič, Sternat. Komar je na koncu izgubil žogo za goste in out tokrat za Duplek. Pavalec. Pavalec je iskal Cmrečnjaka, vmešal se je Ademovič. Cmrečnjak, out. Na koncu za goste zaradi ugovarjanja je rumeni karton prejel Cmrečnjak. Seveda ta rumeni karton, ki ga je prejel Cmrečnjak, je bil njegov drugi in posledično tudi rdeči. Domači so sedaj za teh zadnjih nekaj trenutkov ostali še z igralcem manj. Ademovič, prekršek je storil Jagarinec. Sedaj v teh trenutkih je vse nekoliko postalo preveč živčno na terenu, predvsem strani domačih, ki so izgubili živce nad sojenjem glavnega sodnika. Gostje se s tem ne obremenjujejo, imajo željeno prednost, željen rezultat, novo zmago v svojem žepu. Na mestu Kos. Žižmont do Sredenška vmešal se je Novoselec. Komar znova nenatančen pri oddaji žoge, tokrat je na desni strani iskal Poglavnika. Plemeniti. Ademovič. Pametno. Ademovič žogo zgolj pošilja v gol out za vratarja Vohla. In glavni sodnik je po tej izvedbi gol outa Vohla odpiskal konec današnjega obračuna. Gostje so prišli do še ene zmage in novih točk ter se tako še priključili vrhu prvenstvene lestvice. Premagali so domači Duplek z 1-2. Mislim, da lahko rečemo na nek način tudi zaslužene 3 točke glede na prikazano skozi celoten obračun. Prvi gol na tekmi je v 55 minuti dosegel Ademovič, nato je na 0-2 povišal Poglavnik in v 86 minuti je za domače časten zadetek dosegel Plemeniti in Pohorci, kot že rečeno, vedno bliže iz kroga v krog
bližje samemu vrhu prvenstvene lestvice. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in vljudno vabljeni tudi k ogledu preostalih naših prenosov.